Stolp na Brežcu. Vodovodni stolp Brežice. Vodovodni stolp, simbol Brežic, zaradi svoje višine, mogočnosti in trdnosti, že od leta 1914, ko so ga zgradili za potrebe mestnega vodovoda, vzbuja občudovanje tako domačinov kot obiskovalcev. Črpalke, ki so jih takrat še vklapljali ročno, moč pa jim je dajala naftna elektrarna, zgrajena sočasno s stolpom, so vodo prečrpavale v 160 000 litrski rezervoar, od tam pa je po vodovodnem omrežju potovala v brežiške hiše. Svojo prvotno funkcijo je z leti zaradi novih in sodobnejših virov pitne vode začel izgubljati in jo dokončno izgubil leta 1983. Gre za drugi najstarejši objekt te vrste v Sloveniji, takoj za kranjskim vodovodnim stolpom, ki je bil zgrajen 2 leti prej. Hkrati pa edini, ki priča o inovativnem načinu preskrbe z vodo na ravninskih območjih v začetku 20. stoletja. Po prizadevanjih ob 100-letnici stolpa leta 2014 je občina Brežice začela dejavnosti za njegovo prenovo in za spremembo njegove namembnosti v stavbo splošnega družbenega pomena, namenjeno muzeju in predstavitvi kulturne in tehniške dediščine ter v razgledno točko. Vodovodni stolp sodi med zahtevne objekte, saj od najnižje do najvišje točke meri 47,6 metra. Od tega je nadzemnega dela 46 metrov. Ob vznožju ima 8,9 metra premera, v pritličju 8,66 metra, debelina zidu je 1,2 metra, notranji premer pa 6,2 metra. Leta 2020 so raziskave Gradbenega inštituta ZRMK Ljubljana pokazale, da objekt dosega le 60% zahtevane potresne odpornosti. Zato je bila potrebna statična sanacija, ki je bila izvedena s pomočjo 14 armirano-betonskih vertikalnih zidnih vezi na zunanji strani nosilne konstrukcije, sidranih v steno z lepljenimi strižnimi sidri. V vodoravni smeri sta bili izvedeni 2 armirano-betonski vodoravni vezi in vmesne karbonske vezi, ki so zunanje strani pritrjene na izravnano površino zidu. Prenovo vodovodnega stolpa je v notranjosti usmerjala nova namembnost in skrb za obiskovalce. V 8 etažah, kamor sodijo klet, pritličje in 6 nadstropij, so predstavljene zgodbe o tehničnem napredku, ljubezni in povezovanju med naravo in kulturo. Z vključevanjem izvirnih predmetov, uporabo replik in novih tehnologij, dediščino vode in njen pomen interpretirajo na interaktiven način. Dostop do najvišje točke stolpa, razgledne točke, ki je urejena v nekdanjem vodohranu, je mogoč po stopnicah ali z dvigalom, katerega umestitev je zahtevala poglobitev temeljne plošče. Vodovodni stolp je tako dostopen vsem. Z rekonstrukcijo notranjosti so bili odstranjeni vsi jekleni podesti, ki so bili prej namenjeni gostinskemu lokalu. Ta je v stolpu deloval med letoma 1999 in 2019. Nove jeklene konstrukcije so požarno zaščitene s suhomontažno oblogo. Spuščeni stropi z akustičnimi ploščami pa zagotavljajo večjo zvočno izolacijo in zmanjšanje odmeva v prostorih. Leta 2000 so v temeljnem delu stolpa uredili klet s sanitarijami, dodali pa so tudi spodnji segment jeklenih stopnic. Ohranjeno je izvirno zavito sivo-zeleno stopnišče iz pritličja do talne konstrukcije vodohrana. V zadnjih 2 razglednih etažah pa je bilo dodano belo stopnišče, ki je tudi oblikovano drugače. Vhod v stolp krasi replika vrat iz leta 1914. Dodana pa so nova avtomatska drsna vrata,
ki preprečujejo prehiter vdor zraka. Najzahtevnejša je bila obnova vodohrana za potrebe razgledne točke. Na dnu rezervoarja so naredili 2 nova preboja za dvigalo in novo stopnišče ter ojačitev obstoječe armirano-betonske konstrukcije. Dele sten rezervoarja so odstranili in izvedli vidne karbonske ojačitve. Stenski podpisi in risbe predhodnih mojstrov, ki so sodelovali pri vzdrževanju, gradnji ali prenovah stolpa med letoma 1914 in 1998, so bili dokumentirani, del pa pazljivo odstranjen in shranjen v Posavskem muzeju Brežice, skupaj z deli opreme iz obdobja, ko je tam deloval gostinski lokal. Zaradi dotrajanosti lesene konstrukcije je bilo treba posamezne dele zamenjati, ob tem pa posebno skrb nameniti ohranitvi vzorca src, ki uokvirja odprtine za okna. Skozi obstoječi servisni jašek je iz 6. nadstropja mogoč dostop do podstrešja. Leta 2000 oblikovano zunanjo ureditev s polkrožnim stopniščem so na novo tlakovali. Da bi vhod in obiskovalce zaščitili pred vremenskimi vplivi, pa so postavili novo nadstrešnico. Pred vodovodnim stolpom in v 6. nadstropju sta 2 pitnika, ki obiskovalcem ponudita odlično brežiško vodo. Urejena je nova klančina, ki omogoča dostop vsem uporabnikom stolpa in je povezana s paviljonom, centrom za obiskovalce. S prenovo, ki jo je med letoma 2020 in 2023 vodila in financirala občina Brežice, je brežiški simbol, pomemben kulturni spomenik, dobil podobo, ki potrjuje njegov neprecenljivi pomen za mesto in območje.